Kako vam uspe narediti tako lepo travco, kot tepih v bistvu? Ja, najbolj pomembno na začetku je seveda, kakšna je podlaga. V bistvu mora biti mešanica kremenčevega peska in šote. Potem je pa seveda tudi pomembno, kakšno vrste travnega semena mi posejemo. To so specialne trave, ki so namenjene prav za golf igrišča, za nizko košnjo. To verjetno zato, da žogca ne gre takole levo-desno ali pa da se ne odbija. Tudi zato, čeprav kako gre žogca, kako leti in koliko je hitre, je seveda bolj odvisno od tega, kako se igrišče vzdržuje. Zelo pomembno je, da je trava gosta, da je čim bolj enotna, tako po izgledu kot po kvaliteti, potem višina košnje je tudi zelo pomembna. Tukaj vidim parkirišče popolnoma polno. Verjetno je golf zelo popularen šport v Sloveniji. Ja, vedno bolj. Vsako leto imamo številne nove igralce, trenutno je registriranih približno 6000 igralcev v Sloveniji, tako da postaja vedno bolj popularen, pa tudi poskušamo ga uvajati v šole. Koliko igrišč pa je v bistvu v Sloveniji? Verjetno je zanimanje veliko. Veliko. Ravno pred 10 dnevi se je v bistvu odprlo 12. igrišče v Sloveniji, v Bovcu. 12 igrišč? Ja. Zato je verjetno treba veliko vzdrževalcev, ker to so velike površine tukaj. Ja, odvisno od igrišča. Povprečno igrišče ima tam nekje 60 do 70 hektarjev, to je z 18 polji, to je polno igrišče in v bistvu tam se potrebuje, ne vem, od 6 do 8 vzdrževalcev redno zaposlenih, pa še pomoč študentov. Pa je to potrebno imeti kakšen poseben poklic ali lahko zadošča, da si vrtnar? Ja, v Sloveniji do zdaj tega poklica ni bilo. V tujini je to že zelo dolgo. Je pa ravno v letošnjem letu v bistvu se začenja na dveh višjih šolah v Sloveniji tudi v bistvu strokovni predmet oziroma študijski program urejanje krajine in pa kmetijskih površin. Tole mladim, ki bi želeli nekoč urejati golf igrišča, kaj predlagate? Kako bi svojo kariero gradili recimo od osnovne šole naprej? Od osnovne šole naprej je pametno, da se odločijo najprej za eno od teh biotehniških srednjih šol. Kasneje naprej pa se lahko vpišejo na višjo šolo, ki traja 2 leti in trenutno imata v bistvu ta program samo 2 šoli v Sloveniji, to je Biotehniški center Naklo in pa Center biotehnike in turizma Grm Novo mesto. A vi uživate v svojem delu? Ja, ker vidim narava, kakšna srna tudi pride, kdaj pa kdaj? Nekdaj pa kdaj, kar pogosto. Vsak dan se srečamo s številnimi prebivalci. Zdaj smo v biotehničnem centru, tukaj v Naklem, z mano sta 2 prijazni dekleti, ki sadita kaj? Kaj je to? To je tisa, pedni potaknjence. Sadite potaknjence. Ja. Katere rastline sta pa še vzgojile, poleg tise recimo? Naprimer cipresa. Razne vrbe, pa okrasne zeljnate rastline, v bistvu rožice, kot so mačehe, timijan, večinoma vse, kar dobimo. Pa imate doma v recimo sobi kakšno rožo, ki ste jo same posadili? Ja, kupljene, ampak pa smo jih sami presadili. Ja, presadili, ja. Pa začimbe, recimo timijan, rožmarin, to za kakšne dobre omakice delati? Tudi, ja. To imajo mami. To mamice ti sadiš. Povejte mi še eno stvar, zakaj ste se v bistvu odločili, da postanete vrtnarki? V bistvu, jaz sem že od majhnega želela biti svetličarka. Po 3 letih smo se pa odločili za +2 in smo šli na vrtnarski program. Ti tudi? Ja, meni je tudi bilo všeč ta smer, všeč mi je delanje z rožami in sajenje. Boste imeli svojo drevesnico potem, ko končate to šolo, oziroma cvetličarno? Ja. Pustimo se presenetiti. Ja. Razmišljate v tej smeri? Ja, da bi včasih je, včasih ne. ja. Kakor nas prime. Ja. Mladi danes so podjetni, poglejte, tole sedijo in že razmišljajo, kako bodo potem prodajali naprej gostom oziroma strankam za dober denar, kaj ne, dekleti? Ja. Točno tako. Gospa Hčin, najprej mi povejte, ali slovenska podjetja potrebujejo vrtnarje, ne? Kakšne možnosti imajo vaši dijaki, bodoči vrtnarji, za zaposlitev? Z veseljem lahko povem, da izobražujemo za poklice, ki so še kako potrebni.
Ta podatek seveda nam vsakodnevno poročajo s terena delodajalci, s katerimi zelo dobro sodelujemo pri rednem izvajanju praktičnega usposabljanja z delom. In zelo razveseljivo je seveda izobraževati za poklice, v katerih je moč dobiti tudi zaposlitev. Zaposlitev v teh večjih ali manjših firmah ali pa tudi možnost, da sam ustanoviš lastno podjetje. Predtem sem se pogovarjal z dvema dekletoma in sta mi omenili, da bi radi imele svoje podjetje, ne? Kaj jih učite na vaši šoli, da v bistvu znajo ubrati to samostojno pot? Imate veliko teh podjetniških predmetov. Kar nekaj naših dijakov prihaja že iz družinskih podjetij in seveda tudi dijaki, ki sami ob izobraževanju razmišljajo ob tej samostojni poti. Sam program omogoča kar veliko vsebin z naslova podjetništva, naj pa povem, da izobraževanje pri nas še dodatno opremimo s temi znanji, da so sposobni tudi samostojno razmišljati, samostojno razvijati lastno idejo. To je možno dosegati z novim načinom poučevanja, z veliko projektnega dela, samostojnega dela, samostojnega skupinskega, timskega dela, to, kar je danes velika potreba in tudi veliko povpraševanje, kjerkoli se človek zaposli. Tako da s takim samostojnim pristopom in z javnim nastopanjem, ki ga imamo ob teh naših tradicionalnih prireditvah, imajo dijaki možnost se velikokrat dokazati in na ta način seveda pridobivajo tudi te vseživljenjske ključne kompetence, ki jih potrebujejo potem, da so lahko v življenju uspešni.